Seveda ne velja za vse, a zdi se, da recimo srednja in starejša generacija v Sloveniji ne damo kaj dosti na ekologijo. Predvsem v smislu okoljske zavesti in obnašanja do okolja. Razlog bi lahko iskali v dejstvu, da živimo v naravno prijetni državi, kjer, če izključim letošnje katastrofalne poplave, kakšnih večjih reakcij narave doslej nismo imeli oziroma so bile sila redke. Drugače je z mladimi. Zagotovo jih je več, ki jim je mar, kako se obnašajo do narave in kako jo svojim življenjskim slogom utrujajo. Kupujejo naravi prijazne materiale, dajo več na ekološko hrano, se izogibajo rabi plastike in če bi lahko, bi verjetno kupovali tudi bolj ekološke avtomobile. Če bi se sploh za nakup odločili. Če pogledamo širšo svetovno sliko, je drugače. Na Japonskem pa sploh. Zato ne čudi, da so se pri Toyoti že pred dobrimi 25 leti zavezali, da bodo delali v dobro narave. Začetki so bili dokazano težki, tudi kar se oblike njihovih avtomobilov tiče. Lep primer je Prius. Skozi leta se je njegova oblika precej spreminjala in zdaj v 5. generaciji se zdi, da je zares ali pa, če sem malo ciničen, končno moderna in prijetna. Seveda, še vedno je drugačna. Ako se voziš z njo in opazuješ okolico, hitro ugotoviš, da je marsikomu všeč. Predvsem pa za njo pogledajo tudi mladi. V primerjavi s predhodnico je novinka 5 cm nižja, za prav toliko je daljša medosna razdalja, slabih 5 cm pa je v celoti tudi daljši avto. Novi Prius v notranjosti ne skriva svojega japonskega porekla, a materiali, vključno s plastiko, se zdijo dobri in so prijetni na vtip. Posledica je dobro vzdušje v potniški kabini, ki je pravzaprav v take vrste avtomobilu še kako pomembna. Namreč, ko se Prius pelje zgolj na elektriko, je v kabini zares tiho in če bi se denimo slišalo škripanje plastike, to res ne bi bilo prijetno. Ampak v novem Priusu tega ni in če si zaželi voznik popolne tišine, jo tudi dobi. In ker se Prius res dobro pelje predvsem takrat, ko dela le električni motor, se zdi, kot da z avtom neslišno drsiš po cesti. Sicer pa sta vozniku na voljo dva velika zaslona. Osrednji je s položajem dovolj blizu voznika, da se za pritiskanje po zaslonu ni potrebno preveč naprezati in premikati, še precej bolj priročna so gumbi in stikala na sredinski konzoli. Enako je z volanskim obročem. Stikala so v nasprotju z večino sodobnih avtomobilov klasična, torej je potreben odločen pritisk, ne zgolj dotik, ki se velikokrat zgodi prej po nesreči kot namenoma. Potem nam ostane še zaslon, ki je na mestu merilnikov. No, če smo natančni, na mestu, kjer bi merilniki morali biti, ni nič. Zaslon je pomaknen malce više, s tem pa so pri Toyoti ubili 2 muhi na en mah. Novi Prius ne potrebuje projicirnega zaslona, s pogledom na više postavljene merilnike oziroma zaslon pa svojega pogleda s ceste ne odmikamo preveč. Pod motornim pokrovom združuje novi Prius 2-litrski bencinski motor, ki ponuja 112 kW, električni pa jih doda še 120. Skupne sistemske moči je 164 kW ali drugače povedano 223 konjev. Podatek je pomemben predvsem zato, ker so bili Priusi doslej tudi zaradi narave avtomobila predvsem umirjeni avtomobili, tale Prius 5. generacije pa je, če si to voznik želi, lahko zares poskočen. Četudi je največja hitrost omejena na 177 km/h, pa preseneti pospešek z mesta do 100 km/h. Zgolj 6,8 sekund je čas, ki se ga ne bi branil tudi marsikateri bolj športno naravnan avtomobil. Saj ne, da bi si lastnik takšnega avtomobila tako zelo želel športne pospeške,
A če veš, da lahko, se brez dvoma počutiš bolje. A vseeno poglejmo še zeleno stran tega Priusa. Baterijski sklop je v 5. generaciji iz prtljažnika premaknen pod zadnjo klop, zato da je zadaj več prostora za prtljago. S kapaciteto 13,6 kWh je od predhodnika, ki je ponujal kapaciteto 8,8 kWh, precej večji. Z njim pa naj bi po Toyotinih zagotovilih prevozili nekje od 70 do 86 km. V trenutnih razmerah, ko so temperature nižje od idealnih, v katerih se običajno meri poraba avtomobila, pa smo na našem nornem krogu vseeno prevozili zgolj kilometer ali dva manj od obljubljenih 70 km. Za celotnih 100 km nornega kroga pa je Prius porabil zgolj 1,7 deci benzina. Ali drugače povedano, če dnevno ne delate več kot 50 do 60 km, je vaša dnevna vožnja brez težav 100% električna. Če pa so potrebe večje, je tu še vedno 40-litrska posoda za bencin. Strogo bencinska poraba sicer res ni najnižja, a če smo s polnjenjem baterij kolikor toliko dosledni, bo povprečje 3 ali 4 litrov z lahkoto dosegljivo. Najboljša stran priključnega hibrida pa je polnjenje. Že res, da je baterija precej manjša kot v električnih avtomobilih, a se jo zelo hitro napolni. Tako so za napolnitev Priusove baterije dovolj 4 ure polnjenja na domači 220-voltni vtičnici. Opcijsko pa je lahko novi priključno hibridni Prius opremljen tudi s sončnimi celicami na strehi, ki v sončnem dnevu zbere energije za dobrih 8 km, kar na tedenski ravni prinese več kot 60 km, oziroma drugače povedano, s soncem lahko prihranimo eno polnjenje na teden. Sam moram priznati, da si s Priusom doslej nisva bila vedno na ti. Hibridni pogon te nehote sili v njemu všečno vožnjo, ki pa ni nujno pisana na kožo vozniku. Sam se prištevam med dinamične voznike in s Priusom sva se vedno prerekala. Hibridni sklop je hotel umirenost, jaz pa dinamičnost. Vmes je bil kritik z moje strani po večini deležen tudi brezstopenjski CVT menjalnik, ki se je pretirano glasno oglašal. Zdaj se ga ob odločnem pritisku na pedal za plin še vedno sliši, a z razlogom, saj avto hipno in odločno pospeši. A za konec se vseeno vrnimo še k ekologiji in mladini. V uvodu sem dejal, da bi si mladi zagotovo rade volje kupili tak avto, če bi si ga lahko. Ja, biti prijazen do okolja ni enostavna zadeva. Takle avto lahko stane tudi 50 000 evrov, ki pa jih danes po večini mladi nimajo. No, tisti, ki pa jih imajo, pa takšnih avtomobilov načeloma ne kupujejo.